Pozdravljeni, tukaj Sergej Rinc, da bi vam predstavil elemente dobrih predstavitev PowerPoint. 90% predstavitev je slabi, kaj vas bo ločilo od drugih? Kdo sem jaz? Uporabljam PowerPoint od 1994, pripravil sem več kot 40 predstavitev na strokovnih prijeditvah in tečajih in zdaj tudi dobivam vabilo, da jih prikažem ponovno. Sem evropski vodja inovacij in certificiran instruktor za izdelavo kvalitetne dokumentacije. Kaj bomo pregledali? Strukturo predstavitve, vsebino, pisave, barve, obliko grafikonov in nekaj o animacijah. Struktura predstavitve, kakšna naj bo? Najprej ustvarite pričakovanja, to naredite z uvodom v temo. Poveste nekaj nepričakovanega, mogoče da bodo ostali do konca vaše predstavitve. Potem poveste nekaj o vas, na kratko, zakaj ne bi poslušal to predstavitev. Vsakdo, ki vas posluša, se vpraša, kaj je tukaj zame. Potem poveste, kaj boste predstavili. Najbolje seznamom, ki bo ustvaril vrednost, katero bo opredelila in ovrednotila vaša predstavitev. Nato predstavite gradivo v živo, kratko jedrnato, uporabite veliko slik. Potem poveste na koncu, kaj ste predstavili, s tem dokažete, da ste držali obljubo. In jasno, zadnji korak, ki ga skoraj nihče ne počne na Sloveniji, naslednji korak je akcija. Torej, kaj naj naredijo sedaj ljudje ali pa kaj naj zdaj sledek tega ali te predstavitve. Nek cilj, ki ste hočete doseči, kako ste predstavili vaše sporočilo. In na koncu še poveste nekaj zaključne misli, ne povzemate nič več, ne ponavljate predstavitev, samo poveste, kaj je prihodnost, kaj je treba naprej narediti. Uporabljate le dva glavna ekrana. En je naslovni ekran ali diapozitiv, kjer navedete glavni naslov, podnaslov in ta uvede v sekcije prezentacije, kjer v sami sekciji pa se predstavljate vsebine. Vsebinski ekran ima pa naslov in se bo alineja z informacijami ali pa določeno vsebino. Ali so to diagrami, v PowerPointu recimo tudi oblike SmartArt in podobno. Kakšna je bo vsebina predstavitve? Vse naj bo v alinejah. Ključne besede navajate, ničesar drugega, samo naslove ali pa imena, se pravi nobenih dobesednih citatov, razen res citatov raznih industrijskih ljudi, pesnikov, pisateljev in tako naprej, definicij, raznih matematičnih, zakoni sledijo na definicije, to jih morate povedati, in pa razna pravila, pisana ali ne napisana. Pisave uporabljate za naslove velikost 44 pik, to je minimalno, da se bo dobro videla tudi v manjših dvoranah. Besedilo pa najma minimalno 32 pik. Pravilo palca je takšno, da pojdite stran od zaslona, v katerem pišete prezentacijo za približno 8-kratno dolžino. Torej, če se predstavite 2 metra do 2,5 metra in če ne morete več tega prebrati, potem je vaša pisava premala. Kakšne pa naj bojo nabori znakov? Sans serif. Nikoli ne uporabljate Times New Roman, namreč te serifi, te krivulje, ki so na koncu črk, preveč distrakcije naredijo in so potem zmedejo ljudi in tudi zabrisane črke postanejo nadaljavo. Tako da je Arial recimo predstavlja praktično vse odličen izbor. Barve pa temne. Še več v barvah, izogibajte se barvanju besedila, poudarite le pomen z barvo, še bolje je mogoče, da z grafičnimi elementi poudarite pomembno. Ozadje naj bo temno, kot vidite tudi na tej predstavitvi, podlaga pa naj bo svetla, torej najbolje bela, ker vi želite s tem doseči pozornost vaše predstavitve je na samem sporočilu, ne na grafičnih elementih. Grafikoni naj imajo potem barve od temnejše do svetlejše, to so naše naravne barve, uporabite mogoče te vodilne črte, ki vidite na levi, ni pa nujno, nikoli pa ne dodajate dimenzij tam, kjer jih ni. Recimo ta grafikon na desni dodaja debelino, za katero nikjer podatke ni, kaj to je in tako naprej, skratka zmede poslušalce, ne uporabljate takšnega. Še animacije. Animacija besedila uporabite samo to, da se besedilo pojavi. Ni nobenega levega, desnega vrtenja in tako naprej. S tem samo smešite same sebe in tudi delate neumne pa vaše poslušalstvo. Želite zaniti spremembe, samo kopirajte učinke na diapozitiv in izvedete spremembe samo za ta ekran. Kaj pa animacija ekranov? Ni prehoda med ekrani. To samo zgolite čas, recimo, da imate časa samo 5 minut za predstavitev, potem pa za vsako prezentacijo imate torej 3 sekunde za prehod, računate 10 ekranov, to je pol minute. Pol minute vržete stran samo za animaciji. Animaciji prehode med ekranov ne počnite. Kaj smo pregledali? Samo strukturo predstavitve, vsebino, pisave, barve, obliko grafikonov in animacije. Želite več? Ponudim vam prvi multimedijski infoprodukt v Sloveniji leta 2009, kako narediti predstavitev v 1 uri ali prej, ker se boste res naučili, kako narediti učinkovito predstavitev v 1 uri ali prej, potem pa še več o samem govorici telesa, kako izvedete predstavitev in podobno. Na voljo je CD-ROM, ki se boje tudi spletni dostop, tako da lahko dostopate do vseh vsebin kjerkoli z interneta, ali pa če želite tudi video DVD, ki pa nima vsega seveda datotek in jasno dostopa do spletišča. Pojdite na www.prezentacija.si za več informacij. Zadnje misli. Predstavitev je sporočilo, ne prezentacija. Ljudje ne pridejo na vašo predstavitev zato, da nekaj poveste, dosežete vaš cilj, zato da predstavite vaše sporočilo. Ne pa da se hvalijo, ne pa da vas potem rečejo, da ste imeli dober animacijski efekt in podobno. Pripravite najprej cilj vam vas bo vodil, da pripravite povzetek in povzetek vas tudi vodi, da poveste, kaj je vaša akcija, kaj ljudje naredijo potem po vaši predstavitvi. In imejte to pred očmi, manj je več, torej manj besedila, več poveste raje sami in ena slika zadošča za več kot 1000 besed, tako da uporabite slike tam, ko je potrebno. Tako, želim vam veliko dobrih in kvalitetnih prezentacij.